Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen plod tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Kraljica miru, prosi za nas. Deklica Marija mi je povedala eno zgodbo sedaj, malo prej, na uho, rekla bi se, pa je povedala na uho. Pravi, ko smo bili v Medžugorju, pravi, tam, kjer smo stanovali, pravi, je bila ena gospa, ki je imela sladkorno bolezen, nekaj takšnega. In pravi, deklica se je molila za njo. In tista gospa je tako doživela Božji dotik, eno tako milost, nisem prav sve slišal, dobro zelo. Pravi, je bila tako hvaležna, da tako bila majčka, ki je bila Marija, pa angelčki pa cerkev v Medžugorju. Glejte, če mi molimo za potrebe ljudi, za stiske, Bog se je vedno dotakne, Bog vedno ozdravlja. Vsakega na svoj način, kar kdo potrebuje. In ni dviga, tudi na Božja milost, Sveti Duh. In želim, da smo vsi kanali, orodje, tudi od najmanjših naprej, da molimo, čudovit zgled, pohvalim, da molimo za druge ljudi. Ko smo mi v Svetem Duhu, Duh je duh ljubezni, darovanja, nesebične ljubezni, to je Jezusov duh, potem delamo, potem pomagamo bližnjim. Potem smo eno z njimi, vse do meje greha, razen greha seveda, greha nikoli. Torej, v službi ljudi, dragi Božji prijatelji. Torej, sveti Peter in Pavel, oba sta bila apostola, oba sta bila znanjevalca, ampak oba polna Svetega Duha. In pri Svetem Pavlu najdete, da je obuja od mrtvih, tudi pri Svetem Petru najdete, da je obuja od mrtvih. In Mati Marija nas vabi, da bi se vsi bili eno s cerkvijo, da ne bi nikoli zračili cerkve, Jezusa in Euharistije. Povabi, molite, če je mogoče vsak dan pri maši prebite Jezusa, ampak na vreden način vedno. Priporočam. Če čovneš, greh teci jih spomni pred mašo. Če ni duhovnika v spovednici, pojdi za Kristijo, postavi se za Kristijo, tam pravi, prosim, to je bilo, prosim za odvezo. Lahko se spoveš 15 sekund, če treba. In ti na odvezo. Če čutiš, da ne bi mogel na vreden način Jezusa priti, da je bilo nekaj težjega, na primer. Drugač priporočam spoved vsa mesečno. Sveta maša, vsa nedelja ali čim pogosteje, če moraš potruditi se vsak dan. To ti bo veliko tolažbo poprejšnjega pred Boga. Izkušaj čim bolj srce misli. In vsak se to pismo dan. In vsak teden se posti. Vsaj od nasal, vsaj od petke, kar je Jezus doživljen za nas petek. In prvi kristjani so se postili 2 dni v tednu v kruhu in vodi. Priporočam, to je velika moč nad zlom. Potem, nad zlom, ki je darem ali svetom, kakorkoli, priporočam. Rožni venec, silna moč, velik dar, priporočam se. Popolna čistost do poroke, mladi in drugi vsi. Popolna zdržnost glede spolnosti do poroke, tiste crkvene. Popolna odprtost za nova življenja, nova rojstva in popolna zvestoba za zakon. Nič več kot to, kar je več kot je zaspomen. To nas Marija vabi. In gledajte, danes, ko smo tukaj, gremo malo karizma. Marija nas vabi, da smo bili odprti, se pravi, to je za vse raz. In potem nas vabi karizme. Kdo zna našteti let karizem? Bili ste na zlitvi Svetega Duha. Dajmo skupaj našteti. Tako škof vpraša, ko pride na izkušnje, ne? Tako, da skupaj govarjamo. Dajmo našteti karizme. Koliko je karizem najprej? Koliko je pošteni? Koliko? Napačen odgovor. Mislim, da. Koliko? 7. Napačen odgovor. 7 je darov Svetega Duha. Koliko? 9. Tako nekdo rekel 8. 8 je blagalo. Pravilen odgovor je to sedaj pa na koncu. 9 je karizem. 9 je tudi sadov Svetega Duha, Galačanom 5:22. Molite na kolenih, ko to berete, to se treba naučiti pamet. Darove Svetega Duha, Izaija 11. poglavje, druga vrstica, Izaija 11:2, darovi Svetega Duha. Galačanom 5:22, sadovi Svetega Duha. Potem se vidi, koliko smo sveti.
In prvo pismo Korinčanom, 12. poglavje, od 8. vrstice naprej, imate karizme Svetega Duha. To so posebni darovi, ne na osnovni, ampak posebni milosti darovi Svetega Duha, ki prav tako vsi mi imamo. Vsak je bil prekrsten, Bibel ima vseh 9 karizem. Žal, še ne uporabljamo vseh. In Marija nas vabi, da bi se odprli vsem. Dobro. Tako, Bog nas vabi, Bog nas v cerkvi vabi k temu, po Božji besedi nas Bog vabi k temu. Zato vas spodbujam, se pravi, gremo. Torej, kaj so to karizme? Kaj je to karizma vere? Obstaja vera kot karizma in pa obstaja vera na splošno. To sta 2 različne stvari. Kaj je to vera kot karizma? Vera na splošno se pravi, nekdo reče, pač verujem to, kar Bog govori, Sveto pismo, verujem to, kar veruje cerkev, verujem, da Bog obstaja, da nismo sami, da nekaj nad nami, verujem, da Bog živ, da Bog nas ustvaril, nas ljubi, nam odpušča in tako, vera cerkev. Okay. Kaj pa torej vera, to je vera na splošno? Kaj je vera kot karizma? Vera kot karizma je pravzaprav tisti ogenj v nas, tista živa vera, ki doseže uslišanja in čudeže. Ko ti moliš s tisto gorečnostjo, z ognjem v sebi in na osnovi te vere, takšne molitve se potem dogajajo uslišanja in čudeže in ozdravljenja. To je pa vera kot karizma. To je nekaj drugega, kot tisti reče, jaz verjamem, da nekaj nad nami je. To še vedno ni vera, ne Boga, niti krščanska vera. Jaz verujem, da nekaj je. To ni nič, ne. Verujem, da nekaj je. Tudi severisti verujem, da nekaj je, ne. Da nekaj več kot ta materialna svet je. Ampak, gledajte, mi verujem, da Bog živ takšne, kot se je razodil Sveto pismo. In še več, kristjani verujemo, da Jezus živ danes. Potem si šele kristjan. Te samo verujem, da nekaj je, vse nekaj ljudje želijo reči, to nekaj več, to je neizrazno, je nepredstavljivo, lepše, večje, čudovito. Nekateri to želijo reči. Ampak vera kot karizma je nekaj drugega, kot vera na splošno. Smo razumeli. Vera kot karizma. Imate tam ena od 9 karizem, ta živa vera, ta strna vera v nas in iz tega molimo in se stvari zgodijo. To je, bi rekli, pričakujoča vera. Ti moliš in pričakuješ, da bo Bog to naredil. Da bo Bog to sedaj naredil. S takšno vero moliš. Če pa to ne, potem pa saj veruješ, ko moliš, Bog to lahko naredi, če želi in če njegova volja, to, za kar jaz zdaj prosim. To notranje stanje, razpoloženje duha, to je vera kot karizma. Ne imaš vero kot karizma. Živo, ki se stvari zgodijo, čudeže in ozdravljenje, s tako tudi moliš, da to Bog naredi. To je pa vera kot karizma. Okay. To je, potem imamo dar, naprimer dar vednosti, dar spoznanja. Jaz vam vsem priporočam, da si preberite knjigo Pater Hans Bohr, imate v slovenskem jeziku, če je pošla, si lahko skopirate, Karizme Svetega Duha. Priporočam, preberite vse o karizmah Svetega Duha, kar je izdano v slovenskem jeziku. Preberite vse, vsak od vas. Vzami si to za literaturo, ne greš prav drugega, dokler vsega tega ne predelaš. Priporočam, polagam na srce. Karizma Svetega Duha, Pater Hans Bohr, to je eno od teh knjig. Druga, karizma Svetega Duha, Pater Robert de Grandis. Preberite vsi to, vsaj v slovenskem jeziku. Nabavi si, sposodi, skopiraj, najdi pošta, najdi skeniraj, karkoli. Priporočam, ali si vzamete nekaj dobite, naredite kopije, pa za vse, pa damo vse za stroške, tiste liste kopije. Naj to prebere vsak, karizme Svetega Duha. Naslednja točka, Roberta de Grandisa priporočam, preberite vse knjige, ki govori prav posebej o karizma, to, kar ste prosili za danes, da spomem. Tam bo še dosti bolj užito. Potem imate dar vednosti, obstaja posebna knjiga, ki je izdana v slovenskem jeziku. Od de Grandisa, morda še kakva druga. Priporočam, preberite. Kaj je to dar vednosti? Bog se nam razodeva, Bog nam govori na različne načine. Veste, ker je Bog ljubezen in je tudi komunikacija. Ljubezen teži k komunikaciji, k odnosu z bližnjim, k pogovoru, k stiku, nekaj zameri, pa jezi pa sovražni. Ljubezen nas pelje v občestvo, v lepe odnose, spoštovanje do drugih. In je komunikacija. In Bog želi biti z nami dosti bolj komunikacije, kot mi želimo z njim, ki smo hladnih src. In Bog je pripravljen nam govoriti na načine, na katere bi mi bili pripravljeni poslušati.
razne načine, Bog se želi razumeti. In grem povedati eno par glavnih, kako Bog deluje po darovetnosti. Lahko globoko v srcu zaslišiš prav, zaslišiš njegovo besedo. Velikokrat sem slišal njegovo besedo. Da mi Bog spregovori. Vedno so posebej, ko molimo za ljudi, ali pri spovedi, ali stiskah ljudi. Ko Bog živo spregovori. To je eno od načinov. Potem drugo, da nekje v duhu, včasih nekje, kot da bi v srcu videl, kot da nekje vidi, kot da bi bila voda in prav vidiš eno besedo celo napisano, kot da priprava ena beseda napisana in ena ključna za rešitev tistega problema. Je Bog na svojo vednost. Potem, na primer, se nam zgodi, da Bog da neko vednost, neko razodetje, v čem je ključ problema, zakaj se stvari pomakne na boljše, pri tem človeku, ki moli, kaj se dejansko dogaja, kje je blokada, da se stvari ne zgodijo, na primer, kje je ovira za zdravljenje in tako naprej, za uslišanje. Lahko tudi Bog ti da lahko neko v duhu, neko vizijo, neko sliko, neko podobo, dar podobo. Je zopet ena od teh možnosti, kako nam Bog spregovori, dar vednosti. To je za diagnozo situacije, dar spoznanja, dar vednosti. To je to. Kot karizma, eno od karizma, vsak od nas jo ima. Vsakom od nas Bog kdaj govori. Seveda, da rabimo zdaj postati čudni, pa čudaki za svet okrog nas. Zato je to dobro preverjati v molitveni skupini. Najboljše, pravi tudi pater Hans Bob v tej knjigi, najboljše je malo občestvo, tudi tu priporoča, če vse dosti, kdaj se dajte kakšen, priporoča se dajte male skupine, v občestvo po 10. In tam se lahko stvari poveste, lahko molite za neko karizmo, da reziko, da vednost, da preložite in potem povemo na glas, kaj se mi zdi, da bi Bog dal. In potem poveste, če vas tukaj nagovarja ali nič, ali kakorkoli. In potem počasi se brusimo, se naučimo te karizme uporabljati. To je preprosto duhovno delo, odpiranje karizma. In ti lahko tudi mimo strediš, lahko se zmotiš, lahko poveš neumnost in drugi te še vedno sprejemajo, tolerirajo in ti povejo svoje mnenje. Oprosto mene pač nekdo nagovarja. Nekdo pa rekel, to, kar sem povedal meni, popolnoma mi je dalo totalno odgovor. To, kar sem iskal mora tedne, mesece. In tako napredujemo. In tako se razvijamo, da vemo, kaj je bilo Božje od tega, kar se nam je zdelo, da nam Bog govori ali ne. Dar vednosti, na primer. Potem imamo, na primer, lahko tudi dar odpiranja Svetega pisma. Vsi to delate, priporočam. Pogosto, zakaj ne? Na primer, vzame Sveto pismo v roke, ga pomoliš, Sveti Duh ti me zdaj vodi, ali Jezus ti mi spregovori, kar želiš, in odpreš na prosto Sveto pismo, kjer se ti odpre. S pogledom preletiš po diagonali, kjer te nagovori, možno, da ti Bog tisto govori. Ne rečem, da vedno absolutno, ampak nešče tega je Bog tako odgovore dal. Tako neverjetne odgovore, da se ne boš misliti. Tako tudi Sveti Frančišek Asiški delal tako. Največji svetnik v zgodovini cerkve. So molili in so prosili Boga za njegove svetlanje in odprli Sveto pismo, in kjer so prvo pismo vzeli za Božjo besedo. Tako je delala Terezika deteta Jezusa, prav tako pomolila, odprla in kjer je nagovarjala. Tako je delala Kjara Ljubik in njene sestre prvega zakonnišču, ki je že pod Torino, ko je bila vojna in je Bog spregovoril. Zakaj ne? To in mnogi drugi, seveda. Se pravi, odpirati se Božji vednosti, Božji diagnozi, Božji pravici. Potem, se pravi, to dar spoznanja ali dar vednosti, ki ima različne oblike. Potem imamo dar modrosti. Bog nam da včasih, to ponavadi ni za nas same, karizme so za druge ljudi. Razen dar jezikov je karizma za izgradnjo nas sami. Karizme so pa, na primer, da mi se odpiramo karizma za nekoga drugega, pomoč nekoga drugega. In če mi rabimo pomoč, prosimo nekoga drugega, da moli uporabi karizme za nas. Karizme so, že v osnovi so za druge. Razen dar jezikov, povabim, da molimo vsak dan 20 minut pore, vsak dan v jezikih, čisto vsak dan. In stvari se bodo začele dogajati. Pri meni se tako partnerno, ko se začel moliti vsak dan, so se začele dogajati in ozdravljenje, in na prva srečen so začeli vabiti, in ljudje so ozdraveli, in stvari res, ki si nisem mogel predstavljati. Prej pa nič se, prej dar jezikov pa nisem uporabljal, vrsto let. Začnimo to. Potem imamo dar modrosti. Bog nam da veliko modrost časi, bližnjemu
da mu povemo, jaz mislim, da mi Bog govori, naprimer, da tako razrešiš svoj problem. Včasih nam Bog da za nekoga dar vednosti in potem prosim, Bog daj nam modrost, da mu vedi, kako to vednost uporabiti. Kako to uporabiti, to diagnozo. Vidimo stanje, lahko katastrofa, to in to, Bog daj nam modrost, kako to vednost uporabiti, kako priti do rešitve in Bog jo da. Ko molimo na 5 skupinca, 4-5, en prosi za molitev, 4-5 se tam krok, položimo roke, molimo za njega in Bog da te karizme, ko prosimo za njih, naprimer. In razreši človeku stanje. In bi lahko bil desetletja problem in mu razreši danes v roku 10-15 minut. In Bog to že dela. Potem obstaja karizma preroštva. Karizma preroštva je še bolj direktno. Tisto je, ta vednost je diagnoza, spoznanje, situacija je taka. Ali pa v tem je problem ali karkoli. Dočit karizma preroštva, to mnogi mislijo narobe, da je to neko šloga, neko vedeževanje ali pa govorenje o prihodnosti. To v največji meri ni govorenje o nobeni prihodnosti, ampak da Bog spregovori tebi v to situacijo, da Bog govori živo besedo, kaj narediš tukaj in zdaj. Da ti Bog govori tukaj in zdaj, v tvojo situacijo. In dar preroštva, karizma preroštva je vedno, se pravi, Bog govori ali v prvi osebi ednine, jaz ti tebi, kako jaz do tebe ti govori, ne? Jaz te ljubim, s teboj sema, karkoli naprimer. Vedno nas Bog nekako dviga. Tisto, ko nas samo zaseka, stolče skupaj, tisto ni Božje delo. Tudi, če nas malo očisti, malo pokara, vedno da na koncu odprto možnost se poboljšamo in dvignemo. To je Božje delo. Tisto, ko nekdo samo neke strahotne napovede, neko, Bog tako ne dela. Tisto ni Božje potem. Ali da bi ostalo tisto totalno črno negativno samo do konca. Brez možnosti rešitve. Tisto ni Božje govorica. Tisto ni prava karizma. Uporaba prave karizme. Bog nas vedno dviga, ali da odprto možnost k boljšemu, k blagoslovu. Gremo naprej. Se pravi, karizma preroštva. Ponavadi je dobro moliti vsaj minuto, 2-3 v znanem jeziku. In si prazen ekran, a ne, ko ni nič slike gor, in čakaš, kako Bog da. In Bog spregovori svojo besedo. Ali govori, moj sin, naredi to in to. In če slišiš, ne da, in to je ponavadi prije nepričakovano. Tisto, ko si ti že cel dan fantaziral o tem istem temi in na koncu ti sam si spesniš neko besedo, tisto ponavadi ni Božje. Božje ponavadi pride, je pozitivno, lepo, blago, da neko izjemno razsvetljenje, rešitev in pride ponavadi, ko se moli, nepričakovano. Naprimer, uporaba karizma preroštva. Gremo naprej. Se pravi, imamo, smo rekli, karizma vere, karizma vednosti, karizma modrosti, karizma preroštva, imamo karizma jezikov. Mnogi od vas dvomite, ali imam jaz dar jezikov. Torej priporočam, moliti, vprašaj druge, ki že imajo dar jezikov, ti moli in pojdi naj ti posluša. In ponavadi, ko je že tekoče, ko je gladko, on moli v jeziku, je sproščen in tako popolno predan, moli v jeziki, ponavadi je tisto že to. Tisto, karizma jezika, izjemno pomembna. To je vstop na področje karizme. Začni moliti z darom jezikov, Bog ti bo dal vse druge karizme in ozdravljenje in vse to. Tako, če pa to ne delaš, ponavadi onih karizem, mars ponavadi ne bo. Zato priporočam, začnimo to. Potem imamo dar razlaganja jezikov. To je mogoče najmanj razvit dar jezikov, ne samo širše tudi pri nas, ampak v Sloveniji prav zagotovo, karizma. Tudi sam moram reči, nisem tak strašno delal na tem. Vem pa, da se je, ko smo ljudi v jeziki, ampak dovolj v jeziki, da mi Bog dal prav vednost, kaj on zdaj moli. In sem mu povedal. Nekaj primeri sem šel težli, pa sem povedal, čuti, da Bog govori, ti moliš zdaj to in to. In je bilo nekaj vedno spodbudnega, lepega. Naprimer, spomnim se v Franciji, pa Manjavu, da smo bili tako Slovenci, tam so bili Francozi, in mi smo tukaj molili, ena Francozinja, tam par metrov od nas, ko se je prepustila, da v jeziku je gladko molila, slavila Boga v slovenskem jeziku. In to izjemno lepo, prečudovito slavila, opevala Boga v slovenskem jeziku, ko se je prepustila, da v molitve pete v jeziki. In smo potem šli vprašali, gospa, kaj ste vi Slovenka, mogoče tu smo mi, ne, Slovenci? Pa ne,
Nič nas ni razumela, budem več, nič ni vedela, zakaj se gre. In potem smo preko tolmača, ki zna francosko, ona nikoli ni slišala slovensko govoriti, nobenega Slovenca ne pozna, nikoli ni bila v Sloveniji, nič tega, pojma nima v slovenščini. In ko se je prepustila Svetemu Duhu, je gladko govorila, slavila prelepe stvari v slovenskem jeziku. Se pravi, dar tolmačenja jezikov, tudi to lahko prosim, Bog bo dal. Se pravi, imamo 6, potem je karizma, razločevanja duhov, to je tudi zelo pomembno, kolikokrat tudi papež sedaj pravi, molite k Svetemu Duhu, da nam Sveti Duh da nasvetljenje. Novinačkov sedaj, včerajšnji je rekel, Sloveniji rabimo Svetega Duha, rabimo moč Svetega Duha in razsvetljenje Svetega Duha in ga res rabimo. Da nam Bog spregovori, kako se življenje prav odloči, kako se prav odloči. Božja volja vedno tisto, kar je dobro, ne? Tako lahko vidi, nekaj, kar je dobro, ne nekaj čudaškega strašno. Nekaj, kar je dobro, to je Božja volja. Ampak ti razločuje, kjer je večje dobro. Tako. Se pravi, in moliš, kaj je od Božjega Duha in kar je skošnjava, kaj je od hudega duha. In se odločiš za Božje. Moliti za to, da sprosi si ta dar razločevanja. Tvoje življenje bo postalo drugačno. Dalje imamo pa še dar ozdravljanja, ki ga, dragi prijatelji, če boste molili, Bog bo dal ta dar vsakemu. Ga je že dal. Samo ga bo dal, da se bo tudi razodevalo. Ko boste začeli moliti za ozdravljanja, molite vsak dan jeziki in začnite moliti za vse potrebe ljudi okrog vas. Vse, kar pojavno, vse, kar reče, onega boli križ, onega noga, on je iz operacije. Naredite tisto stvari, ko se nekaj. In Bog bo delal milosti za te ljudi. Karizma ozdravljanja, vsak od vas že ima in vseh je 9 karizem. Včasih vam da Bog to karizmo, včasih drugo, včasih isto, kako rabimo. Ko molimo, nas bolj popelje kako sve. Potem pa še karizma čudežev, izjemnih stvari, naprimer Zlatko Sudac, je imel, spomnim se, išel v Reki, tukaj ima, ni že v Istri, Reki je imel seminar, išel od človeka, ki je bil invalidsko vozičko, prej za roko, in ga potegnil, človek začel moliti. Karizma čudežev, Včasih, naprimer, in ko si ti odprt Svetemu Duhu, se včasih čudeži same od sebe dogajajo. Jaz se spomnim, enkrat jedna gospa, jaz sem bil jezen celo, gospa kliče po telefonu, prosim, ne klice po telefonu, to se prvo moral z meni. Kliče po telefonu, meni se motilo, čez 2 minute bi moral izpostaviti na uro pred našo najsvetejše recept, mislim, da smo penili 2 ure prej. In bi še moral biti dole cerkvi, si bil na mostu. In še gospa pokliče. In ko dvignem, se bil jezen na samega sebe, zakaj se sploh dvignil telefon, ki mi začne od Poncija Pilata govoriti sebe. Tako kot če ti 80-90 letni moški začne govoriti, ko je šel k vojakom. Te veš, da boš pasal vse od takrat naprej. Ja, in gospa mi začela vse od štarta naprej ven govoriti. Jaz pa mi mora biti dobro, če zavidite. In se bil jezen, najbolj nase. In potem sem v nekem momentu rekel, gospa, prostite, ne morem sedaj, jaz vam dam samo blagoslov. In ta gospa, iz tega nisem vedel, je takrat v tistem blagoslove shodila. Je bila že negibna, že več kot leto dni v posteli in potem hodila okrog in pričevala. Jaz se nič ne mislim, Jezus je rodil. Če je bilo to, kar sem jaz mislil, takrat bila še bolj bolana. Če je bilo to, iz tisto, kar sem je kakega četenja sem jaz takrat bil, ampak Jezus ta blagoslov. Po duhovniku da Jezus blagoslov, to Marija pravi kolikrat Medžugorju. In zato so mi danes tu. Tako, ker želimo biti odprti Svetemu Duhu, bo Bog sam delal čudeže. Spomnim se, naprimer, duhovnosti Marijinega dela. Oni, ko se trudijo že nesebično ljubiti, Bog sam dela čudeže za njih dostega in svojo previdnost. In tako stvari se same od sebe kar dogajajo. Marsikaj tudi brez, ko molimo, ko smo odprti za Boga, za ljubezen, skušamo nesebično ljubiti, narediti nekaj dobrega, Bog sam zlaga tudi stvari zraven. Po Božji previdnosti. Tako. Torej, biti v ljubezni, usmerjeno, odprti za narave Svetega Duha in molitve Duhu. Amen. Aleluja. Amen. Aleluja. Amen. Aleluja. Prosim za Jezusa. Prosim.